Dobar dan, lepo pozdravljeni na Slovenski matici, na še eni izmed naših prireditev, Matičina odprta vrata, pri katerih nam finančno pomaga Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Danes bomo predstavljali pesniško zbirko naše cenjene članice, magistrice Lidije Golc, z naslovom Danes je ta dan kasneje. To je njena 9. pesniška zbirka, ki prinaša 6 pesmi s prevodi v kar 9 jezikov. Spremno besedo zanjo pa je napisala Aleš Učakar. No, samo preden, se sem ga nakazala. Zdaj preden predam besedo avtorici, najprej samo nekaj besed predstavitve. Lidija Golc je magistrica z področja didaktike književnosti, sicer je dolgoletna profesorica slovenščine in seveda pesnica. Sprva je poučevala na osnovni šoli Prežihovega Voranca v Ljubljani in potem na srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani. Lektorirala je številne učbenike in jih v soavtorstvu tudi pisala. Bila je članica predmetne skupine za poklicno maturo, spraševalka slovenščine v izpitnih komisijah za strokovne izpite na področju vzgoje in izobraževanja, tudi popravljalka slovenščine na maturi in sodelavka v različnih projektih za prenovo pouka slovenščine. O svojem pedagoškem delu je objavila vrsto člankov v različnih revijah, Slovenščina v šoli in pa tudi druge prispevke v revijah Vzgoja, Šolski razgledi, Mladika, Rastje, Nedelja in Novice, torej v Slovenskem tedniku za Koroško. Leta 2019 je za svoje pedagoško delo prejela nagrado Republike Slovenije na področju šolstva. No, na njenem pesniškem področju pa je prve pesmi objavila v reviji Otrok in družina, potem čez kar nekaj let v tržaški reviji Mladika. No, od leta 2019 pa je izdala kar 9 pesniških zbirk. Je tudi članica Društva slovenskih pisateljev v Avstriji in pa članica Slovenskega pena in pa seveda, kot že rečeno, članica Slovenske matice in tudi članica odseka za slovenski jezik. No, da predstavim še gospoda Lado Jakša, ki bo danes sodeloval in bo poskrbel za zvočno glasbeno kuliso. Likovno, tako. Seveda ga poznate, je slovenski skladatelj, saksofonist in fotograf. Po končani srednji glasbeni šoli je diplomiral iz umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V glavnem ustvarja improvizacijsko, eksperimentalno glasbo v stilu džeza, deluje kot svobodni umetnik, komponira glasbeno opremo za film, gledališče, televizijo, radijske igre in pogosto svojo koncertno dejavnost snuje kot edini nastopajoči na odru v kombinaciji z sintetičnimi zvoki in svojimi fotografijami. Danes v sodelovanju z Lidijo Golc bomo tudi nekaj podobnega videli. Bil je član eksperimentalne skupine Salamander in tudi skupine Sedmina, no in skupino Salamander, ki od januarja 2019 ponovno deluje, tudi še vedno sodeluje. Tako da to je bila kratka predstavitev obeh današnjih nastopajočih. Hvala, da ste prišla na Slovensko matico in prosim sedaj za vajino predstavitev. Hvala, Zarika. Vedno si natančna, prijazna, empatična in še vedno se kaj naučim iz tega, kar ti poveš. Moram reči, da me zelo zanima, kako je Lado si zamislil današnjo predstavitev, zato ker vsakič, ko imava, imela sva že na 4-5 mestih, vsakič je nekaj drugega. Tako da se bom pridružila vam, ko bo on igral, pa se bom sedla, ker mene tudi zanima, kaj je zdaj spremenil, ker pravzaprav bi lahko spremenil samo zadnji del, ampak on ne more drugače, kot da spremeni še. Tekste sem vse zamenil, so drugi teksti, v drugih avtorjev. Joj, mislim. Zdaj, seveda, imava medva načrt, ampak nisva zelo človeka, da bi se lahko zelo načrtov držala. Tamle sem jaz vse pesniške zbirke razstavila, ampak mislim, da sem na prejšnji predstavitvi v Trstu so rekli, ja, Lidija, veliko smo zvedeli, ampak kdaj malo več bi morala brati. Tako da sem se zdaj odločila, da bom malo več prebrala, pa me pokomentiraj, ne, kakorkoli. Bi pa se zahvalila za spremno besedo Alešu, zato ker me malo bolj pozna, kot se sama na tem pesniškem področju.
In je on seveda napisal, da imam rada, da se ukvarjam s časom, da so nekatere pesmi postreženi, okusni prigrizki, to se mi je zdela zelo zanimiva. Potem je naštel vse, kdo je spremno besedo pisal, pa kdo je likovni del naredil, zelo natančno, hvala Aleš. Komparativist. Potem pa pravi, da je za mojo liriko značilna umetniška komunikativnost literarne besede z glasbo, z likovnostjo, z grafiko in tako naprej. In ko sem šla to gledati, svoje knjige za nazaj, to je čista resnica, ampak nikogar nisem osebno prepoznala. Vse sem spoznala posredno, ko sem šla na kakšno razstavo, recimo v Trstu so vprašali, kako si pa Samiro, se nima nikoli časa. Jaz sem jo srečala na razstavi v Cankarjevem domu, pa sem rekla, kako je pa to dobro, je rekla, to sem pa jaz narisala. In je bil hitro vzpostavljen stik. Kaj, Aleš, tale beseda, bistrc, veš, jaz jo zdaj uporabljam, ampak moram pa reči, da sem šla v Frana gledati, če se zares uporablja, pa vse uporabljam, jaz se zdaj tudi uporabljam. Torej bom danes začela z dvema pesmima. Vsi veste, da imam jaz zdaj zelo malo časa. Vsi dobrodošli noter, ne samo glave, da se pokažejo. Ali pa tudi lahko vmes greste, tisti, ki ste mi napisali, da morate iti normalno, saj imamo vse obveznosti. Grem v Ljubljani na sprehod v nedeljo zjutraj od 7 do 10, pa moram biti pa k mami. Ampak od 7 do 10 se zelo veliko lahko zgodi v Ljubljani. Veliko stvari vidiš. Izbrala sem, bom samo dve prebrala. En naslov je na koncu, zvonovi so vedno tiši. Kaj potovanja? Kam potovanja? Potovanja zakaj? Maj. Zgodnje jutro na Tromostovju, ko si se že naužil odseva v Ljubljanici, ko si se naužil tišine gradu in Prešernove muze. Oglasijo se zvonovi. Očka pelje dojenčka na sprehod in mu popravi dekco. Dva kolesarja po Miklošičevi, skupina veselih Albancev sede na kavo. Zlatarstvo Močnik ponuja za debelo mrežo nežne prstane iz belega zlata. Starejši par, držeč se za roke, se spušča proti Prešercu. Miklošič na sposojenem podstavku med svetlečim se zelenjem pozdravlja sodišče, Fabjanja, popotresno Ljubljano in svoj Radomrščak. Zvonovi so vedno tiši, so že odzvonili. Dokler je čas, ga v dlan hlasno zajemaj in pij. Hvala, Jana Smeda. A včasih v dlaneh vodo zadrži in pazi, da skozi režo ne izkaplja. In je tudi ne spi in je nikomor ne zli. Klejo, mirno dihaj, se smej, preprosto bodi ob žuvareči vodi iz vodnjaka življenja, kjer se voda iskrivo pretaka. Globoko vdihni pred Herkulovimi 12 nalogami. Ko sem tole se pripravljala, sem to izbrala, ni samo Herkulov vodnjak, imamo tudi, kaj pa jaz vem, Linasijev vodnjak Vir življenja, ta je meni zelo blizu, ali pa še kakšnega drugega, ne. V Ljubljani imamo toliko vodnjakov in voda mi je kot metafora in tudi kot življenjstvo zelo blizu. Zdaj pa tebi besedo predajam, oziroma glasbo. Mogoče pa res tisto luč ugasnemo, Ne znam jaz. Jo bomo pa malo poskusili, ne? Da vidimo. Kjero bi da ugasnili? Tole, ki ravno na platno sveti. Pa ne vem točno. Evo. Wow! Hvala. Vredo? Tole! Električar. Ker ti boš... Vredo? Hvala.
Vlado, hvala, da si izpostavil dve pesmi iz te pesniške zbirke, tako da se bom še vrnila. In sicer je ta z naslovom Imam pripombo. Mislim, da se vsi kdaj ukvarjamo s tem, kako se nam preveč stvari zgodi v enem dnevu. Glede zgoščenosti dogodkov v enem dnevu imam pripombo. Enkrat se drenjajo od zgodaj do pozno in še vmes prav grozno. Drugič se razporedijo z vmesnimi vzdihi in izdihi, morda celo sprehodi. A tedaj je jasno, to ti godi, ampak ne traja, raje so redki ali gosti. Saj je kar neverjetno, da pridejo tudi dnevi, ko vzcveti ali zgrozi le en dogodek v dnevu, vmes pa pavze, čakanja in čudenja, kako zgostitve in razrečitve prihajajo brez razloga, neurejeno, presenečenja vznikajo zgoščeno ali nezgoščeno. Pripomba ne pomaga nič, a se jim navdamo. Življenje je eno samo. Imamo eno samo. Za sanje, za priteževanje, za vprašanja in potem le še za kak objem. In še drugo, ki si jo tako lepo ilustriral, ta je pa zadnja in je naslovljena po tej zbirka ima naslov. Živ spomin, zviti v fetus dve telesi med popoldanskim počitkom. Mama in sin, mirno dihanje, spuščene žaluzije, popoldanska sopara,
Zavedanje, kako hitro beži čas, kako milo je to zavedanje, kako si ga je treba vtisniti v spomin, v zavest, v podzavest, za neke druge čase, za enkrat kasneje, prepričanje, da je bolje ne zaspati, nikakor ne zaspati, ampak ga vtisniti, ne se premakniti, niti za milimeter, da kdaj kasneje, danes je ta dan kasneje. Moram še pripomniti, da je bila ta pesem ilustratorki najbolj všeč, čeprav je zelo sodobna, mlada, in je rekla, Lidija, naslov morate tudi tukaj dati. In po tej pripombi smo se pa začeli tikati, potem sem se strinjala z njo, ampak ti imaš neko drugo videnje, posebej, če se dolgo z nekimi besedili ukvarjaš. In je tudi lepo ilustracijo, hvala, da si jo uporabil, da sem prvič to videla in je prav je tako. Zdaj pa povej, ali jaz malo predstavim še zbirke, o vsaki nekaj, ali boš ti igral? Se izmenjujeva, lahko imamo zdaj par minut, potem pa se... V redu, meni je v redu.
to pusto. Tako je eno vmes doma, hvala lepa Franci, da si mi dovolil, da sem. Bom pa zdaj začela s tem, se vseeno. S Francijem Solino sta skupaj naredila tole knjigo, ker je bila čakalna doba pri matici 3 leta in sem jaz rekla, joj, kaj pa se v teh letih lahko zgodi. Pa je pa Lev Detela rekel, pa bom jaz rekel, ampak so njemu tudi rekli 3 leta. Pa je pa on spremno besedo napisal, mi smo pa vseeno tole knjigo naredili, prevedena je tudi v nemščino. Franci, hvala, res v času korone sem si jaz lahko ogledala tako, kot se spodobi razstavo, ne samo skozi šipe, ampak sem šla lahko v DSLU, Društvo slovenskih likovnih umetnikov, tam je ta. Posebej določeni eksponati ali pa določene so me bile še posebej všeč, ampak zdaj, ko sem pa zdaj brala, sem se odločila za eno pesem iz vsake zbirke, sem se pa za naslovno odločila, tole je tale skulptura, torzo, zato ker se zna pogovarjati. Te skulpture se znajo pogovarjati, ampak moraš biti prav razpoložen, ne da jih ti, jaz običajno pobožam, pa ne smeš, ne pa ti kdo kaj reče, ampak če se pa poglobiš, se pa lahko ti pogovarja s skulpturom in s tole sem se pa res. Zakaj si kip nežne marmorne žene nedokončan? Zakaj malo nagnjen vstran? Zakaj tvoja obleka je sivo-rožnata? Zakaj tvoja dojka v kalcit vtisnjena? Zavedno branim te, da govoriš molče. Zakaj si ženski torzo iz apnenca uvit tako? Ker te boli telo? In kako da nimaš glave? Kako potuješ na razstave? Zakaj nimaš nastavkov rok? Ali boli te levi bok? Zavedno branim te, da govoriš molče. In v umetnosti se mi res zelo pogosto zdi, da mogoče tudi jaz, preveč govorimo, moramo molku dati možnost, da odzveni v nas, kakorkoli. Drugače bila pa moja prva pesniška zbirka Dobro pa se še izboljšuje in nastala na Vrhniki, na eni razstavi, Romi, ti veš na kateri. In tam sem jaz srečala avtorja razstave, kako takrat še nisem poznala. Andreja Kosa še nisem poznala in nekako sem dobila njegov naslov, nisva se videla takrat. In sem potem te lesene skulpture porabila za liriko, ki sem jo pa že imela doma narejeno. Tako bi pa iz te zbirke prebrala samo eno pesem, ker ta pero še vedno živi in ta pero ima vedno manj energije, ampak je še vedno tak srčen človek. Kako si pero? Dobro, pa se še izboljšuje. Komaj hodi po stopnicah, težko govori po prometni nesreči, sin z družino živi daleč v Bosni, žena je redko doma, v bolnici je. In vendar je v bloku edini, ki ti pridrži vrata in te glasno pozdravi, vselej s prijazno pripombo. Pazi, drsi, počasi, počasi, čakaj, imaš dežnik? Dobro, pa se še izboljšuje. Pero pospravlja škatle in vozičke v Mercatorju. Pomaga nesti vrečko do stanovanja. Hodi, zjutraj, opoldne in zvečer. Po tisti nesreči so rekli zdravniki, moram hoditi. Pero, kako si? Dobro, pa se še izboljšuje. Moram reči, da se je to druženje na Vrhniki, tudi ti si Vrhničan, zelo poglobilo od tistega časa, ne vem, kjerga leta 11 sem prvo knjigo izdala, to je tale, ne? In Andrej je rekel, pa taka Slaviska pa ne hodi Cankarja brat, ne?
In sva z možem začela hoditi na Vrtniku, prej smo tam živeli 6 let in beremo Cankarja ob sredah popoldne. Zdaj ne morem, ker imam take družinske obveznosti, da pač ne morem, ne. Ampak sva se pa povezala z vsemi bralci, pa s knjižničarko, pa s sosedi bivšimi, za katere prej nikoli nisem imela časa, pa z Zlatokom seveda. Torej, hvala za vse kontakte, s katerimi ti si me povezal to z ljudmi. A bi ti zdaj malo naprej?
se pa prav bojim, da ne bom prekinila tega lepega razpoloženja, da ne bom šla v kakšno drugo smer. Čudovito. Moram pa hvala, res čudovito. Tega že nisem videla. Mi je pa žal, da tega ni videl en kolega, ki celo življenje hodi bos. Veš, ne? Andreju pa res to treba pokazati, pa mu boš povedala ti. Res krasno. Ja. Potem so te amarkordi spomini, ki si jih tudi izpostavil. Meni so tudi blizu, jaz bom poskušala eno pesem prebrati od tukaj van iz amarkordov, pa hvala Alešu, ki je tudi tole omenil. Spomine pa domišljijo, si v spremni besedi pa čas, se kot glavne teme izpostavil. Moram reči, da jaz sem pač malo drugače to, pa ne bom tudi povedala, ker imamo legitimno in legalno pravico vsak po svoje brati, tudi tisto, ko pišemo, tisto, ko bere. Tukaj bom pa eno čisto kratko. Moja barva je oranžna, oranžne barve izpostavljam na vse možne načine, tale pa o pisanju. Pišem misli vase, mislim sanje zase. Sanjam pesmi nežne, pesnim že dotike bežne. In pobožam mandarine, mandarinim vas v spomine, kakor zarjo, ki z razdalje hitro, hitro, tiho, tiho naredi bližine. Mogoče bi tukaj v tej zbirki povedala, kako z Dragico Čadežska prišli, ker jaz nisem vedela, da je ona poznana, čisto po pravici povedala. Ona je potem kasneje dobila tudi Prešernovo nagrado, ampak vedno sta se srečali v Narodni galeriji na razstavi. In sem jaz rekla, jaz sem bila pa zadnjič na eni drugi razstavi, ki mi je bila pa bolj všeč kot tale, pa je pa ona rekla, ti sem pa jaz delala. Tako sva se medvi seznanili in potem mi je povedala, katero monografijo je v njej šla, jaz sem si to sposodila. In ko je bilo nared za, ko so bile pesmi pripravljene, sem jo poklicala pa rekla, jaz nimam nič časa. Edin, če se medvi tako dobiva, da jaz vas pridem z avtom iskat, pa vas pelem na eno kavo, pa vas pelem nazaj v šolo, imate kdaj 3/4 ure časa. In sva imeli, in sva to naredili in je bilo tako sodelovanje tudi kasneje, sem jih hvaležna. Potem pa izpostavil si mojo lepeno, eni še zmeri mislijo, da se piše z veliko, mi imamo 2 lepeni, ampak tale lepena je koroška lepena, tam zavijaš desno od železne kaplje desno gor, levo je pa na Obirsko gremo, na Obirsko imamo srečanje društva pisateljev, slovenskih pisateljev v Avstriji. In jaz sem spoznala mamo od Maje Kaderle in ta gospa, starejša gospa je napisala pravzaprav zgodovino lepenja. Vsako hišo je opisala zelo preprosto, ampak kako je ta družina živela. In sem jaz rekla, kaj bo pa Maja rekla, pa jaz čisto z vsem ne strinjam, z njo je rekla, puste mi Maja, vsi dnje ni veliko doma, vse se lahko z mano, mislim, vse ni problem to. In ko je knjiga izšla, sva se z Majo enkrat res dobili na enem literarnem branju in je rekla, a ste vi malo huda, gospa takole, sem rekla, nisem, ampak to je bilo pa tudi vse, nič huda. Samo, torej lepena je moj drugi dom, tako kot je Zilja moj drugi dom, ampak mislim, da je bila še prej lepena, ker sem jo prej bolje poznala, čeprav so pa moji sorodniki grafenavli Zilje. Pa bom samo to zadnjo, pa hvala, da si to izpostavil, točno tiste točke, veš, je lepo. Smo, kakor smo, na hrbet časa položeni, z vsakim vlaknom utrojno enost trenutka posajeni. Smo, ko smo bili, še vedno bomo. V teh besedah, v vsaki črki, v vsaki misli, v vsakem krču bolečine in srečnem srčnem utripu bomo prebirali spomine. Ta kritičnih pa bom, ni primerno trenutek. Pa so pa, tle
tlele valdarke. Lado, a mi vzameš besedo? Ne. Valdarke so pa kraj na Lošinju, med Malim in Velim Lošinjem, to je zaselek, to ni niti kraj, kjer smo z družino hodili, še ko ni bilo nobene hiše, tam smo šotorili, zdaj pa nismo več v teh letih za šotoriti. In smo pa še vseeno, čeprav zdaj sama hodva tja, je še ena navezanost ostala. Eni so se že poslovili, z enimi se pa še vedno družimo, tako kot smo takrat. Ne. In tele valdarke so bile razprodane, tako da sem si jaz od mami sposodila iz leta 2018, to let ni bilo za predstavitev. Sem pa to edino sama fotografirala. Žiga Valetič je rekel, pa zakaj nisi tako samozavestna, ti tako rada fotografiraš? Pa daj ti meni pošale, pa bom jaz tam dal, kamar sodi. In je on to naredil, Žiga Valetič je genialc. Meni je tudi pripričal, ker sem bolj tako za pripričati, se ne da tako zelo dobro pripričati. No, ampak on je to naredil in sem zelo vesela in zadovoljna, ko to vzamem v roko. Pa je rekel, a veš, se je črno-belo, je pa še boljš včasih in sem hvaležna. Zdaj pa v valdarkah, ne, so pa rekli, pa kako v 4 jezikih, kaj pa drugi jeziki, a ne boš imela v tej novi knjižnici nastopa, ne? In zato potem naslednje, ko sem imela nastope, so pa bili tudi v drugih jezikih. Pa so pa novo koronavirusnice, smo pa poučevali po Zoomu, pa po Teamsih, pa ne vem, kaj sem se vse učila, se ne vem, če bi danes sploh še znala, ampak kaj smo mi, Maruša, lepo prosim, ne povedali, kaj smo mi delali z dijaki? Namesto da bi se učili, smo se pa pogovarjali. Kdo je koga pustil, zakaj ka ne more iti na obisk, ker se 2 meseca ne bojo videli, kaj pa zdaj, kaj pa če bo punca šla po svoje, a ne, pa če bi jaz lahko mogoče, kaj jih slišam, se nekaj se hecaš, pa kje je to, profesor? To je bilo učenje za maturo, takrat sem rekla, če bojo pa teli naredili, pa so pa vsi naredili, vsekakor. Ampak ta zbirka je pravzaprav o koroni, ne? Kako smo mi takrat delovali v korona skrivnostih. Kakor ocvirki pokukajo v korona času, korona skrivnosti. V upočasnjeni, osredinjeni, skrčeni, osrženi vsakdan. Razporedijo prioritete, odgrnejo zavese resnic in jih začnejo zabijati v beton. V beton neprepoznavanja, nerazumevanja predsodkov in nesprejemanja. Skrivnosti so se naveličale biti v ozadju, v podzavesti. Pokrite in zakrite s plaščem razumevanja, tolerance, odpuščanja, prilagajanja, navad in razvad. Razkrivnostijo se samo od sebe, korona čas jim da krila, samoumevno, legitimno in legalno pravico, iz ilegale v svobodo korona časa. Spremno besedo mi je pa sošolc napisal, takrat nismo kolega Jure Koretnik v zbornici, ker takrat pač nismo nikamor hodili. Čisto na kratko še, kako roke v objem. Tukaj moram omeniti svojo parovajalko v nemščino, ki je postala kolegica, prijateljica, Ivana Kampuš, tudi ti jo poznaš, da bova tudi z njo nastopala v Tinja 23. Pri njej je pa tako všeč, ona rekla, a veš kaj, a ni fino, da se nama nikamor ne modi. In to pa meni tudi blizu, pa ne more se ti moditi, če delaš tako star, ne? In potem sem šla tudi na obisk k ilustratorki v Ajdovščino in ta gospa, a se ti spomniš, kako se piše? Silva Karim. Ta gospa Silva Karim je slikarka, njen mož je tudi slikar in ko sva šla z možem k njim na obisk, smo šele tretjice lahko začeli pogovarjati o ilustraciji, ker to je pa tako zanimiva hiša. Veste, koliko imajo slik, koliko imajo, s Kamišbajem se ukvarjajo, pa taka družina, tako da
so pol dokončali, so pa res po Zoomu potem, ampak to so ene take ilustracije. Vse so mi blizu, no, kakorkoli. Pa mogoče ne bi nič tukaj prebrala. Ta pa spet Koroška, tako da sta te dve Koroški izlepene pa skorje. Moramo povabiti res Vovka, ker je ilustracije delo. To pa je edina zbirka, ki ima tudi kvalitetno razlago ilustracij. Ko sem jaz rekla, pa jaz ne razumem teh ilustracij, pa da je en prijatelj in je en direktor Graškega muzeja, pa je napisal, pa sem si rekla, jo, ne me pa sram, da sem rekla, da ne razumem. Ampak je, v resnici pa včasih potrebujemo razlago. Samo eno pesmico tukaj ne moram, ne, in Koroške, Gustav Janoš. Mir prevrtan s črnimi luknjami strahu. Hvala, Gustav Janoš. Mir z oranžnimi cvetovi čakanja, pričakovanja kar nečesa. Včasih mir za počitek, sedaj mir za delo, jutri mir za delo počitek in za slovo. Primerjave niso za najbolj zdrave. Primerjave so za slasti rast, za slastno rast, za rasti slast, za rast slasti, kjer črnih lukenj ni. Če pa že so, do sonca vodijo. Pozdravljam, dragi mir, dokler lahko, dokler še smo, se dela lotimo. Ta pesem je bila pa tudi Janušu zelo všeč, mi je bila skupaj nastopala v Selah, enega 8. februarja in je on rekel, pa zakaj vedno one berete, ki pa ne bi del oktober berete, ne? Sem jaz zdaj, pa mi je pa še podaril eno svojo knjigo. Jaz bom s tem zaključila in dam Radu zadnjo besedo. Ko bo pa on nehal igrati, pa še on malo povedal, kako mojo liriko doživlja, ker jaz kakšen pol tega nisem vprašala, pa že to, kad smo nastopili skupaj, pa mogoče še vam, čisto na kratko, če ima kdo kakšno vprašanje, ampak rekli smo 60 minut, ne? Pa bo malo, Lado, izvoli.